Še enkrat pozdravljeni, vse se poznamo, vse se moje ime Tomaž Mazur, z veseljem predstavljam nocojšnjega gosta, moj dragi kolega prijatelj Milan Kosi, bo govoril o kulturni državni meji spodnji Krki v srednjem veku. To je zdaj drugo predavanje iz naše serije predavanj, ki jih različni strokovnjaki predstavljajo na temo Gutenberga, seveda po povezavi z našo razstavo Nekočni Gutenberg in Miha je po svoji izobrazbi in po svojem raziskovanju horizontu najprej vednejši, da pove nekaj o takih temah. Je zgodovinar in geograf, zaposlen na Zgodovinskem inštitutu kako se zdaj SZU, predava tudi na Fakulteti za humanistiko v Kopru. In seveda jaz se vem te podatke, pa vendar ne, ravno ta, bi rekel, povezava zgodovine in geografije, je tako pomembna seveda s historično-geografskim znanjem za tiste teme, s katerimi se je Miha ukvarjal. Za dizertacijo je imel promet kot enega temeljev gospodarskega razvoja na slovenskem srednjem veku, drugače pa torej v zvezi s prometom napisal odlično temeljno monografijo področju srednji vek. Ukvarjal se je pa seveda zelo podrobno, je gotovo najboljši poznavalec zgodovine srednjeveških mest in trgov pri nas. Zgodna zgodovina srednjeveških mest je ena monografija. Seveda ravno tako s pokrajinami, Spopad za prehode proti Jadranu je njegova zadnja knjiga in se navezuje seveda tudi na tisto delo, ki ga Miha in kolegi na Zgodovinskem inštitutu opravljajo, se pravi historične topografije. Historične topografije za Kranjsko s tistimi krasnimi podatki, ki so zbrani za Gutenberg, je bilo seveda nam pomagalo tudi pri naši razstavi, ko smo zbirali vse vire. Zelo podrobno se ukvarjal tudi zgodovino križarskih vojn pri nas, s templarji. Pomembno je, da je ne samo, da je torej v različnih raziskovanih projektih, zadnji, ki je zelo pomembni mednarodni, je posvečen Celjskim grofom. Hkrati je tudi predstavnikom Mednarodne komisije za zgodovino mest, International Commission for the History of Towns, in še v Mednarodni komisiji za proučevanje nemškega videškega reda. Se pravi, teme, ki jih Miha Kosi obravnava, so takšne, da se v presvečišču vedno znova dotikajo tistega, kar je tudi razstava v Gutenbergu skušala predstaviti, seveda na podlagi znanja Miha in kolegov in gotovo bo danes predstavil še tako vprašanja, ki so za nas zanimiva. Prosim. Lepo pozdravljeni. Malo nas je, ampak upam, da se to bolj zanimivo. Dobro. Verjetno bom danes povedal tudi kaj takega, kar že poznate, ampak bom skušal tudi malo problematizirati, ali pa mogoče z kakšnega vidika povedati, kar ponavadi ne gledamo na tak način. Pretežna večina slovenskega ozemlja je bila od visokega srednjega veka 10. stoletja vključena v Sveto rimsko cesarstvo, natančneje v njegov del, ki so ga v politični praksi od 11. stoletja dalje imenovali Regnum Teutonicum ali Regnum Teutonicorum, nemško kraljestvo. Slovensko ozemlje je ležalo na skrajni jugovzhodni meji države, bilo je del mejnega območja med germanskim in slovanskim svetom, oziroma Madžari, ki se je raztrezalo od Baltika vse do Jadrana in v katerem se je meja cesarstva od karolinške dobe skozi cel srednji vek premikala proti vzhodu in z njo širili feudalizem, krščanstvo in obenem germanizacijo. Tudi naš prostor je imel kot drugot od vzhodni meji značilno vojaško krajinsko organizacijo z od vladarja delegiranimi mejnimi grofi, mejo, ki se je dolgo premikala in oblikovala ob zato značilnih procesih in aktivnostih, kot so načrtna agrarna kolonizacija, redko poseljenega obmejnega pasu, permanentno vojno stanje, dokler se ni ustalila šele nekje v začetku poznega srednjega veka v 13. stoletju. Tretje, obmejni prostor je imel predsejčno imigracijo prebivalstva iz notranjosti države, v manjši meri kmečkega življa, kasneje meščanstva,
predvsej pa zlasti plemstva, ki mu je mejno območje nudilo možnost politične promocije, ekonomskega in socialnega dviga in prihajali so tudi plemiči seveda tudi iz zelo oddaljenih osrednjih delov države, kot bom še omenil. Četrtič, z ostalimi procesi najtesneje povezana je bila seveda ekspanzija krščanstva in oblikovanje trdne cerkvene strukture, ki je prežela vsa področja vsakdanjega življenja. Obsporedno z vsem naštetim pa se je v močni agrarni ekonomizaciji večala gostota poselitve prostora in posledično, glede na starejše obdobje, spreminjale etnične in tudi kulturne razmere. Odraz dinamičnosti razvoja v celotnem vzhodnem obmejnem prostoru imperija in pomena, ki so ga te regije imele za državo in vladarja, kažejo tudi ugled in vpliv, ki so si jo pridobile številne dinastije iz mejnih območij v državni strukturi, zlasti v času štaukovskih cesarjev v 12. in 13. stoletju. Gre za rodbine, ki so vladale kot mejni grofje v vzhodnem obmejnem pasu, recimo Askanici v severni Marki, Betinci, znani potem iz časa protestantizma v Majsnem in vzhodni Marki, Babenberžani v Avstriji, Otokari na Štajerskem, Andeški na Krajskem in v Istri in seveda Španhajmi na Koroškem in Krajskem. Mnogi med njimi so bili iz grofov ali mejnih grofov povzdignjeni varan vojvod in so uspeli v mejnih regijah oblikovati trdne temelje kasnejših kneževin in držav, ki so jih seveda v našem prostoru, kot vemo, v končni fazi podedovali Habsburžani. V drugi polovici 10. stoletja, pod dokončnim porazom Madžarov pri Augsburgu leta 955 in njihovi ustavitvi v Panonski ravnini, se je meja cesarstva ponovno postopno začela premikati preko današnjega slovenskega ozemlja proti jugovzhodu. Že leta 1073 je cesar Oton II. Lahko podelil bavarski škofiji Freising kraljevo posest pri Škofi Loki, torej osvojeno kraljevo osvojeno zemljo, izrecno v mejni grofiji Krajski, ki je tedaj že obstajala, torej je bila že formirana kot mejna grofija. To je najstarejši dokaz ponovne vključitve slovenskega ozemlja v nemško cesarstvo. Za neko enotno ofenzivo cesarske vojske v različnih smereh proti Ogrski sicer ni dokazal in preko ne tudi ni šlo za nek enoten velik vojaški podvig, ampak preko ne za podvige posameznih podjetnih, posvetnih in cerkvenih velikašev ob podpori vladarja. Kako daleč je v drugi polovici 10. začetku 11. stoletja segalo ozemlje pod nadzorom cesarstva, oziroma kje je potekala meja z Ogrsko in Hrvaško državo, ni mogoče natančno ugotoviti. Trdno oporo dobimo šele v podatkih iz 11. stoletja. Na tej karti vidimo narisane na Koroškem sicer ne, ampak v teh domenih krajinah daritve vladarjeve posesti, torej posesti, ki jih je cesar z pomembnimi darovnicami daroval večinoma cerkvenim posestnikom. In kot vidimo, če gremo od Štajerske tam pri Lipnici, je celotno območje kar precej močno pokrito s temi velikimi vladarjenimi darovnicami. Treba pa je opozoriti, da to so samo tisti, ki so se ohranili. Ohranili so se pa večinoma v cerkvenih arhivih, ki so seveda bistveno boljšo tradicijo skozi tisočletje imeli kot pa razni privatni arhivi. Zato je seveda opozarjam na to, da je verjetno, zelo verjetno bilo darovnic tudi po svetnemu plemstvu bistveno več, kot pa so se ohranili. Ker mi poznamo nekatere ogromna gospodstva, ki jih imajo kar naenkrat neki veliki posvetni gospodje in ne vemo, odkot so prišli do tega. Recimo ogromno gornjegrajsko gospodstvo je tipičen primer. Prvi polovici 12. stoletja ga ima plemič Kager iz Bavarske, precej ugleden plemič. Jaz domnevam, da je vsekako moralo biti za eno veliko kraljevo darovnico, ker je ogromno sklenjeno ozemlje. Torej, kot rečeno, trdno oporo imamo šele iz začetka 11. stoletja. Cesar Henrik II. Je recimo leta 1016 grofov Vilnemu Breško-Selškemu iz eminentne koroške visokoplemiške rodbine, možu Svete Heme, Krške, podelil obsežno posest med rekama Sabinjo in Savo, to gre za tole darovnico, in med Savo in reko Mirno na Dolenjskem.
torej z grobim v območju Posavskega hribovja in Kozjanskega na Štajerskem ter v Grčevju severno od reke Mirne na Dolenjskem. Vse to je ležalo v Savinjski grofiji in komitatu Savni. Jaz sem uvedel v slovensko zgodovinopisje izraz Savnija, kot pa imamo tudi Karniola za zgodnjo Krajinsko, kjer se v virih dosledno v 11. in 12. stoletju imenuje kot Savnija. Ne sam tal kot v Nemčiji, ali pa torej Savinjska dolina, kot se običajno, ali pa Savinjska marka, ampak mislim, da se bo to kar prijelo, ker je za viri dovolj argumentirano. Kralj Konrad je leta 1025 istemu grofu, torej Viljemu Breško-Sirškemu, podaril še vladarjevo posest med rekama Krko in Savo, ki je za nas seveda najbolj interesantna, ker danes govorimo o tem prostoru. V darovnici je izrecno rečeno, da gre za posest interfluenta Burke et Sove, torej med Krko in Savo. Na osnovi tega lahko domnevamo, da se je tedaj teritorij nemške države že raztezal do reke Sotle na eni strani, nedvomno pa se je raztezal do reke Krke na desnem bregu, torej desnega pritoka Save. Najstarejše gospodsko središče širšega obmejnega območja je bil Reichenburg, današnja prestanica, severno od Save, ki ga je leta 1043 grofica Hema, udova, torej grofa Viljema, z zamenjavo prepustila salzburški nadškofiji. V viru je izrecno imenovano kot posest Reichenburg ob Savi. Že samo ime pove Reichenburg, torej grad na meji Reicha, na meji cesarstva, torej strateška pozicija. Zanimivo je, da imamo v tem prostoru še nekaj takih imen. Kot vemo, je tukaj približno grad Kunšberg, ki je po nemško Königsberg, torej kraljevi grad. Na ostran Sotle pa je na Hrvaškem, torej na ozemlju Slavonije, grad Cesargrad ali po nemško Kaisersberg. Zanimivo je, da gre za pojmovanje, ki so ravno obratno. Torej, naš Kunšberg je na cesarskem ozemlju in gleda proti kraljevini Ogrski, medtem ko je Cesargrad, torej na ozemlju kraljevine Ogrske in gleda proti cesarstvu. Ne vem zakaj, ampak vse kako je zanimivo. Ogromna posest grofa Viljema, ostala ogromna posest grofa Viljema, razen tega, kar je bilo podaljeno salzburški nadškofiji, se je razdrobila in kasnejša, torej sveta Hema, je večino podelila leta 1043 ustanovljenemu ženskemu samostanu v Krki na Koroškem in nato tam 1072 ustanovljeni škofiji. Kako je potekal razvoj v obmejnem prostoru cesarstva na Dolenjskem? Na osnovi kraljevih darovnic je bilo ozemlje v veliki meri razdeljeno med cerkvene in posvetne lastnike. Kot rečeno, ogromen sklop grofa Viljema se je razdrobil, osrednji del v Mirnski dolini je prišel na Krško cerkev, ki je imela kasneje svoje središče v Mokro Nogo, cel srednji vek in še kasneje. Večji del pa je prišel na grofe Višnjegorske, ki so izvirali iz njunega rodu Heme in Viljema. Že pred letom 1074 je v to območje prodrla tudi škofija Freising, ki so jo vladarji močno podpirali kot eksponente cesarske politike prav v jugovzhodnih obmejnih pokrajinah. Že leta 1074 je imela frajzinška škofija dvor na Vinjem vrhu in je vzpostavljala cerkveno organizacijo, omenjajo se že 3 cerkve v okolici, ena od glavnih je bila kasnejša Bleda cerkev. Nedvomno so v tem prostoru intenzivno potekali vzpostavljanje zemljiških gospodstev, agrarna kolonizacija in vzporedno cerkvena organizacija. V 11. in začetku 12. stoletja že poznamo celo vrsto cerkvenih središč, ki nam dajo slutiti tudi večja poselitvena jedra. V Leskovcu pri Škrškem in v Vidmu Monstra Save, kjer je tipičen značilen salzburški patrocini sveta Ruperta, potem v Šentrupertu v Mirni, torej posest Krške škofije, tudi salzburški patrocini. Potem imamo župniji, tukaj sicer nisem označen v Mirni Peči in v sosednjem Dobrniču, pa v Šentvih pri Stični, tudi že zelo zgodna župnija. Kakšno je bilo stanje ob državni meji na Dolenjskem v 11. stoletju?
Kakšen je bil odnos s sosednjim ozemljem v Slavoniji in v kolikšni meri je bilo tu čutiti odmev večkratnih velikih vojn za Ogrsko, ki so jih vodili nemški cesarji. Slavonija je bila v 11. stoletju že nedvomno v močnem vplivnem območju Ogrske kraljevine. Zato lahko v 11. stoletju tudi v Kranjskem obmejnem prostoru domnevamo vojaške aktivnosti. Tako ne bi Ogri leta 1028 nepričakovano upadli na Kranjsko, vendar bili poraženi in zavrnjeni. Leta 1042 pa je v bližini Ptuja, cirka Pretovija, Slovenija v Zlivu, torej stare obmejne trnjave imperije, že iz karoliške dobe, prišlo do spopada in zmage mejnega grofa Gottfrieda iz rodbine Vels-Lambach nad Ogri, ki so upadli v Marko, torej v mejno območje kasnejše Štajerske. V 60. letih 11. stoletja imamo zamejno območje med Istro, torej med Istro znotraj cesarstva in hrvaškim ozemljem izkazane vesti obojih karantancev s kasnejšim hrvaškim kraljem Zvonimirom. Ti karantanci so bili nedvomno kranjsko plemstvo. Ta tradicija poimenovanja plemičev iz Kranjske, iz tega prostora kot Korošci karantanci se je držala še do srede 12. stoletja, tudi še kasneje, in je seveda ima izvor v tem, da so te marke še nekje do začetka 11. stoletja del vojvodine Koroške. Še celo Oton Frajzniški sredi 11. stoletja omenja, da Koroška meji na Ogrsko kraljevino, kar seveda je ravno v kontekstu tega, kar sem zdaj povedal. Nekoliko kasneje, leta 1079, je vitez Vecelin domnevno iz Istre upadal na Zvonimirov hrvaški teritorij, da ga je moral celo popolniti sam papež, znameniti papež Gregor VII. Podobnih akcij preko meje na Dolenjskem nikakor ne moramo izključiti, nimamo po njih nobenih vesti. V 12. stoletju so se razmere temeljito spremenili. Slavonijo in Hrvaško, južno od nje, Slavonijo leta 1091 je zavzel ogrski kralj Ladislav in kmalu zatem ustanovil škofijo v Zagrebu približno leta 1093. Zlasti Slavonija je bila najtesneje politično, gospodarsko in cerkveno integrirana v ogrsko državo, se je seveda pomenila odskočno desko za ogrski prodor na Jadranu. S tem se je politična konstelacija v celem jugovzhodnem odseku meje temeljito spremenila. Slavonija je postala del ogrske, močne sosede, s katero vplivom je imperij na svoji jugovzhodni meji moral resno računati in s katero je redno prihajalo do konfliktov. Državna meja na Dolenjskem je seveda zato dobila še dosti večjo težo kot v prejšnjem obdobju in delila usodo celotne vzhodne meje med cesarstvom in ogrsko. Vsi pomembni momenti v odnosu med državami so imeli odgovarjajoč odmev tudi v tem predelu. Nov položaj odražajo tudi vili srede in druge polovice 12. stoletja, ko se Dolenjska v več vilih imenuje Markija Hungarije, Markija Hungarika, torej ogrska marka, mejna grofija proti, ali pa mejno območje proti ogrski. To območje in usporedno širše ozemlje današnje Slovenije je ob vzponu ogrske moči pridobivalo pomen tudi kot tranzitno območje najrazličnejših komunikacij proti zahodu, od trgovine in v skladu cerkvenih povezav. Seveda moramo vedeti, ogrska je bila že od začetka 11. stoletja torej pokristjanjena in seveda je ohranila intenzivne slike z Rimom in tako dalje in veliko teh komunikacij je seveda potekalo preko današnjega ozemlja, slovenskega ozemlja. Na ozemlju severno od reke Krke so se do začetka 12. stoletja utrdile nekatere vodilne, posvetne in cerkvene sile cesarstva, obenem pomembni zavezniki in eksponenti cesarske politike, kar po mojem mnenju v slovenske zgodovinopisju ostaja premalo opaženo. Kot omenjeno na levem bregu Krke je bilo ogromno gospodstvo Salzburga, ene najuglednejših in ekonomsko najmočnejših metropolij v državi. Salzburg je bil v tem mejnem območju ob spodnji Savi kot pri Ptuju zelo močno usidran in je odigral tudi močno vojaško in kolonizatorsko vlogo. Najpomembnejši vir za to je znameniti življenjepis nadškofa Konrada iz sredi 12. stoletja,
ki omenja, da so spopadi z ognji potekali tudi na savskih posestih, poleg Ptuja. Po poročilu tega življenjepisa je bila Marka, s tem je mišljena presnejša Štajerska, zelo opustošena zaradi pogostih ogrskih upadov in plenjen, ki so prizadeli tamkajšnje Bavarce in Slovanje. Zelo zanimivo. Torej, so bili v veliki meri prisotni bavarski kolonisti. Konrad je v imenu tudi drugih posestnikov v Marki sklenil okrog leta 1127 mir za ogrskim kraljem Štefanom II. Ob novih pustošenih je leta 1131 z veliko vojsko v spremstvu Münsterskega, Regensburškega in Krškega škofa ter mnogih drugih knezov prišel na Štajersko in ob grožnji vojaškega prodora na Ogrsko ponovno dosegel mir z novim ogrskim kraljem Belo II. Zatem naj bi se situacija ob meji umirila. Ne samo salzburške posesti, temveč celotna Marka je prišla do blagostanja, napolnila se je z vasmi, gradovi in kmetovalci, ter se po rodovitnosti in vsakovrstnih dobrinah ni dosti ločila od Avstrije. Zatem je dal Konrad obnoviti ali na novo postaviti gradove v Lipnici, torej severno-slovenske meje južno od Gradca, ki je Lipnica, Leibnic, torej v Lipnici, na Ptuju in na Reichenburgu v spodnji Savi, izrecno, da bi obranil Marko pred ponovnimi ogrskimi napadi. Super Ungaros, je izresno rečeno v viru. Iz teh zapisov je očitno, da je tudi ozemlje ob spodnji Savi delilo usodo širšega omenjenega območja in vojnih pustošenj. Torej, staro središče Reichenburg in ozemlje na levem bregu Save, ki ga je koloniziral Salzburg in seveda kasneje tudi ustvaril novo močno središče v Brežicah. Na spodnji Salzburga, na desnem bregu Save, središčem v gradu Krško, so imeli svojo postojanko na meji cesarstva grofje Bogensen, eden najuglednejših bavarskih plemiških rodov 12. in prve polovice 13. stoletja. Na ogled gospodov Bogenskih v bavarskem prostoru kažejo v 12. stoletju kar trikratne poroke s češko vladarsko hišo. Na to rodbino bi rad posebej opozoril, ker je v slovenskem zgodovinopisu skoraj da ignorirano. Krško se prvič pojavi v vidih ravno v imenu bogenskih ministerialov leta 1154, ko je vsekakor že stal tudi Krški grad. Poleg Krškega so imeli bogenski še Dobrno, posesti okrog Preddvora s kasnejšim Novim gradom na Gorenjskem, pol gospodstva Pavo in na Koroškem Greifenfels, Gurnic, torej Krnos, Ribnico ob Vrbskem jezeru in pa Kühnburg v Zilski dolini. Torej, kar nekaj gradov in velikih gospodstev na jugovzhodu države in tudi njihova prisotnost v 12. in začetku 13. stoletja se da zveli kar dobro dokumentirati, čeprav seveda so imeli matično območje daleč na severu na Bavarskem. Kot zanimivo, A vam je ta grad mogoče znan? Kdo pije pivo? Tako, točno to. To je star bogenski grb, ki so ga prevzeli po njihovem izumrtju, njihove posesti in njihov grb so prevzeli Wittelsbachi in je seveda danes to bavarski grb. In te barve, oziroma ta vzorci, je seveda tudi osnova znaka Bembeja, mimogrede. Na bogensko gospodstvo se je navezovalo na zahodu manjše, a za nadaljnji razvoj zelo pomembno gospodstvo Španhajmov, torej koroški vojvod Španhajmov, središčem v Raki, ki se je s kolonizacijo razširilo čez Krko in v 13. stoletju dobilo novo oporišče v Kostanjenici. Rodbina je izvirala z frankovskega, torej iz osrednjega dela države, in se je povzpela v ravno svojimi aktivnostmi v obmejnem območju med vodilne in najuglednejše v cesarstvu v 12. stoletju. Posamezni člani so zasedali položaje od Magdeburške nadškofije in škofije v Regensburgu do časti koroškega vojvode in istrskega mejnega grofa. Kot je znano, je rodbina do izumrtja 1269 vladala velikem obilu Krajinske in je zaslužna za njeno dokončno izoblikovanje v deželu. Poleg španjolske posesti je ležalo gospodstvo frajliških škofov,
državni knezov z močno politično pozicijo. Kot že omenjeno, škof Oton Frajziški iz družine Babenberžanov, živel sredi 12. stoletja, znameniti kronist, je bil celo stric cesarja Friderika Barbarose, pravi stric. Frajznik je bil od Krki trdno zasidna že v 11. stoletju, kot že rečeno, in je v podpori svoje močne baze v škofiloškem gospodstvu lahko tu zgodaj razvil stabilno feudalno gospodstvo. Verjetno gre z njim računati tudi kot zgodnim kolonizatorjem ozemlja onstran Krke, na kar je seveda kazala tudi postojanka Gutenberg, nastala kot načrtna urbana naselbina v okviru Krke. Za pomoč Frajziške posesti je sledilo obsežno gospodstvo grofov Višnjegorskih iz enega najpomembnejših starih plemiških rodov vzhodnoalpskega prostora, sorodnikov in dedičev Svete Heme. Bili so ustanovitelji cistercijanskega samostana v Stični in so imeli ministeriale razpršene širom Dolenjske, tudi v vzhodni Krki, če ne štejem v Kronovem, Hmeniku, Otočcu, Prečni, Zalogu pri Novem mestu, torej v širši okolici, torej v bližini neke spodne Krke. S tem so imeli močno izhodišče za kolonizacijo in vojaško zaščito in so konec 12. stoletja, kot bom še omenil, tudi osvojili Belo krajino in jo priključili nemški državi. Zasedba gospodstva v vzhodni Krki je torej res impozantna. Ti posestniki so bili močni politični subjekti in vojaški dejavnik, s katerim je Ogrska morala resno računati, kot dokazuje že omenjen primer Salzburškega nadškofa. Imeli so potrebni človeški potencial, ekonomsko moč za investicije in gradnjo obrambnih postojank, organizacijske strukture za gospodarsko izrabo obmejnega prostora in tako naprej. Pripeljali so svoje vojaške posadke, ministeriale na prvem mestu, pogosto iz matičnih dežel, torej zlasti iz Bavarske, in organizirali prihod in naselitev kolonistov. Pri tem so se lahko uprli na mrežo svojih posesti od Bavarske preko vzhodnoalpskih dežel do Dolenjske, najbolj tipičen in najboljši primer je seveda ravno škofija Frajzing, ki je imela celo serijo etap, torej gospostev od Frajzinga sredi Bavarske vse do meje na Dolenjskem. Dokaz teh kolonizacijskih procesov so tudi krajevna imena, ki kažejo na nemške koloniste. Imamo dve bavarski vasi, Bayersdorf, recimo na frajziški dolenjski posesti pri Klevevžu oziroma pri Šmarjeti. Bayersdorf superiori je današnja Gorenja vas, Bayersdorf inferiori, Dolenja vas pri Šmarjeti. Dva podobna primera imamo v Gričevju krškega gospodstva, zaselka Nemška vas in Nemško goro, Deutschberg, Deutschdorf in Deutschberg. Dve bavarski vasi, zgornja in spodnja, pa sta tudi pri Trebnjem, današnja nemška, zgornja nemška vas in spodnja nemška vas. Takih primerov je seveda na Slovenskem še precej, ampak ponavadi se je v teku stoletij ime spremenilo. Še posebej srednjeveški viri nam kažejo ogromno novih vasi z imenom ustanovitelja kakšnega nemškega Hartwigsdorf, recimo, ali kaj podobnega. Artviža vas na Dolenjskem je to danes. Kdo si mislil, da je v ozadju skrito ime Hartwig, torej verjetno nemškega kolonista, kar pa ni nujno, ne, lahko je tudi sveda slovenski kmet, ki je prevzel nemško ime. Kdaj se je, zdaj, veliko vprašanje se da, kdaj se je začela ekspanzija iz teh gospodstv, ki smo zdaj omenili, čez reko Krko, globoko na jug. Preden nadaljujemo, je seveda potrebno izrecno poudariti, da je popolnoma neutemeljeno govoriti o vojaški osvojitvi ozemlja med Krko in Gorjanci, o nekakšni splošni ofenzivi oziroma fronti, ki ne bi se začela sredi 12. stoletja in v kratkem premaknila mejo daleč v Gorjance oziroma Žumberg. Ta teza je stara že 50-60 let, ampak po mojem mnenju popolnoma neutemeljena. Namreč v zgodovinskih virih nimamo za kakšno resno vojaško ofenzivo popolnoma nobenega indica. Predvsej bolj verjetna je razlaga, da je šlo za poselitveno kolonizatorsko ekspanzijo v obmejno nikogaršno zemljo. Namreč, kot še današnje stanje tega tasega posnetka lepo kaže, ozemlje Južno Krke ima še danes ogromne gozdnate komplekse, najbolj znameniti seveda Krakovski gozd,
V 11. 12. stoletju pa je bil to en sam ogromen gost, ki je tvoril mejo, torej med nemškim cesarstvom in Ogrsko, in podobno je bilo ob vsej vzhodni meji, torej proti Ogrsku. Po mojem mnenju seveda je šlo za postopno kolonizatorsko ekspanzijo v to in Ogršno zemljo. Usporedno z nastajanjem kmečjih naselij v obsežnem gozdnatem pasu so nastajali tudi sedeži ministerialov, manjše utrdbe in kasneje gradovi za zavarovanje novih pridobitev pred eventualnimi upadi in plenimi iz hrvaške strani. V 30. stoletju mi zasedimo po vsej ravnini in obronkih Gorjancev, kot bo vidno kasneje na karti. Zanimivo pa je seveda treba poudariti, da prvotna oporišča omenjenih velikih gospodov so bila postavljena prav na samo reko, na rečne odkljuke, otoke ali breg, nedvomno kot odskočne deske za kolonizacijo na jug. Seveda Španhajni kot Kostanjevici, Franjiški škofje kot Gutenbergu, Višnjegorski grofje, sedeži svojih ministerialov na otočcu, torej na Kronovem otočcu in Brajtenavu, torej zalogu pri novem mestu. Za obdobje najbolj intenzivne kolonizacije južno od Krke, po mojem mnenju, lahko smatramo drugo polovico 12. stoletja. Vsekakor pa je leta 1162 že stal grad Mehovo, globoko pod Gorjanci, zelo blizu prelaza, ki je vodil v tedaj še Hrvaško ali oziroma Ogrsko belo krajino, del Ogrske države. Tudi načrtno ustanovitev meščanske naseljene Kostanjevice kot žarišča ekspanzije lahko zelo verjetno domnevamo pred koncem 12. stoletja. Če sem prej rekel, da dvomim, da je šlo pri tem premiku torej, za neko močno vojaško dejavnost, pa seveda nasprotno je treba poudariti, da Bela krajina je pa bila osvojena z kratkotrajno močno vojaško akcijo. Potem pa pričajo v hrvaški veri, ki argumentirano dokazujejo, da je okrog leta 1200 bila strani višnjegorskega grofa Alberta in iz izhodišča v Mehovem Bela krajina vojaško osvojena in priključena nemški državi. Terminus antiquem je leto 1228, ko je bila Bela krajina tudi cerkveno priključena obvestnemu patriarhatu. Tedaj se je v Črnomlju v krogu patriarha Bertolda Andeškega pri tem pravnem dejanju nahajala cela množica dolenskega plemstva, ki je verjetno prej aktivno sodelovala s svojim gospodom pri osvajanju province. Med njimi so bili recimo ministeriali iz Mokrega polja, Prežeka in Hojenava, torej iz sedežev v območju, ki je bilo nedvomno že trdno integrirano v Kranjski. Kot rečeno, vzhodne je lahko kot poleg Mehovega kot glavno izhodišče za kolonizacijo in prodor proti Gorjancem smatramo Kostanjevice, španhajmsko naselje. Ponavadi ne pomislimo, ampak ime Landestrost je zelo tako imenovano v Avstrijci, torej v zgodovinari imenujejo to programatiše programsko ime. Namreč Landestrost dejansko pomeni zaupanje, vera, prepričanost, tolažba, pogum deželi. In seveda ni brez dolgega pomena. Izkazuje na eni strani, to treba poudariti, v 14. in 15. stoletju se je to ime izrodilo v Landstrasse, kar pa nima nobenega smisla, deželna cesta. Prvotno je bilo seveda ime takšnega pomena, kot sem zdaj pomenil. Izkazuje po eni strani ambicije in po drugi samozavest koroških vojvod ob državni meji na robu dežele Kranjske, kjer so si utirali svoj dinastični teritorij. Na pomen postojanke v politiki Španhajmov kaže dejstvo, da je bila Kostanjevica sredi 13. stoletja da so bila med 6 najpomembnejših gradov rodbine, tako imenovana Castra Capitalija. Ustanovitvi Kostanjevice lahko kot analogijo postavljamo zelo lep primer s Štajerska. Namreč tam so ministeriali štajerskega menjega grofa Otokarja III. Iz rodu gospodov Štubenberških okrog leta 1160. Celo na ogrski strani, torej omenjenega pasu, postavili grad z imenom Landesere, deželna slava, lahko to prevedli. Slava dežele. Danes je to na Gradiščanskem in se imenuje
Torej, ta grad je seveda služil razkazovanju moči mejnega grofa na ogrski meji. Podobne imena najdemo tudi druge, tudi pa še v naši okolici. Sredi 14. stoletja je avstrijski vojvoda Rudolf IV. Zgradil grad Landskron, vsem znan, pri Beljaku. Vsak, ki se pelje po avtocesti, ga lahko gleda zgoraj. Torej, krona dežele. Podobno imamo pa tudi na Bavarskem grad in mesto Landshut, od bavarskih vojvod Wittelsbachu, kar bi lahko prevedli ne po moji kot klobuk, ampak seveda torej, zaščita dežele. Ne? Hütten je, a imam prav? Kaj pomeni Hütten? Je prav, ne? Prosim? Varovati, tako je. Torej, zaščita dežele. Torej, gre res za neko načrtno ustanovljeno naseljeno v primeru Kostanjevice, ki je seveda že s samim imenom kazala svojo funkcijo. Ko leta 1220 Kostanjevica stopi pred nas v zgodovinskih virih, je že izoblikovana neagrarna centralna naseljina, vojaško, cerkveno in trgovsko središče novo pridobljenega teritorija. Tega leta namreč v listini vojvode Bernarda v Ljubljani kot priča nastopa župnik iz Kostanjevice Plebanus Delan Strost. Torej je bila skupaj z ustanovitvijo te popolnoma nove naseljine na otoku sredi Krke ustanovljena tudi župnija kot novo cerkveno središče od španskega osvojenega oziroma koloniziranega teritorija. Takšno interpretacijo seveda posredno dokazujejo tudi novci, ki so oblikovani v Kostanjevici okrog leta 1210 z napisom Civitas Ladestrost, torej Ladestrost. Španhajni so očitno že tedaj svojemu oporišču priznavali status mesta Civitas, kar pomeni, da je bilo že vsestransko razvito ali pa vsaj na dobri poti, da postane močno urbano središče. In od tod je seveda nedvomno potekala kolonizacija Šentjernejskega polja in seveda globoko Gorjancev, tudi onstran slemena, gorskega slemena. Mesto je ščitila Kostanjeviška trdnjava, kilometer stran tako imenovanih današnjih Stari grad nad Podbočjem. Najkasneje leta 1265, ko se prvič omenja, pa je nastal tudi grad Žumberk, globoko že v Žumberku, torej onstran današnje hrvaško-slovenske meje. Danes mi je kakle, ko sem tole delal, Ziherberg. Kaj pomeni to ime? Za ziher že osvojeno, bi tako šel rekel. Torej, zagotovljeno, ne vem, kako bi, ne? Za ziher, bi rekel, kako po domače. Nikoli se pomislil, kaj samo ime, ampak očitno ima tudi nek globi pomen. Vojvoda Bernard Španhajn, torej koroški vojvoda, je svojo aktivnost v mejnem prostoru leta 1234 nadgradil še z veliko poteznim korakom ustanovitvijo cistercijanskega samostana Kostanjevice, postojanke reda, ki je poslovel po svojih menadžerskih sposobnostih kot agrarni kolonizator. V listini, s katero je leta 1249 ponovno dotiral samostan, mu je vojvoda podaril celih 141 kmetij v vaseh na Šentjernejskem polju in globoko vse tudi na onstran slemena globoko v današnjem Žumberku. Kot priča v dokumentu nastopajo številni plemiči iz širšega območja ob spodnji Krki. Tukaj so označeni z različnimi klopci, torej Mokronoga, Rake, Krškega, Kostanjevice, Prežeka, Brajtenava in dva župnika novoustanovljenih župnin, prej smo videli župnija že v Kostanjevici, zdaj imamo še župnika, še dveh novoustanovljenih župnin, Šentjerneja na eni strani in Podbočja, torej župnije Svetega križa v Podbočju, ravno pod gradom Kostanjevice. V tem času je bila torej poselitev in trdna vključitev širšega teritorija južno od Krke v Kranjsko oziroma cesarstvo že v vseh pogledih tudi cerkvenem izvršeno dejstvo. Če zdaj pogledamo cerkvena središča, recimo sredi 13. stoletja, kot rečeno, župnija Kostanjevica, župnija Šentjernej, župnija Podbočje, že tudi
podružnična cerkev v velikih Malicah pri Čatežu. Zelo zanimivo, pred pol stoletja je bila v oltarni mizi najdena relikvija z listino pičenskega škofa, ki je na svoji stolici približno med leti 1180 in 1220. Torej, ravno v tem času je bila posvečena enkrat ta cerkev, torej nekje na prelomu 12. in 13. stoletje, kot podružnica, že, torej, če se ne motim, seveda, župnije Svetega križa v Podgorčju. Razvoj, ki sem ga skiciral zgoraj, se lepo ujema sliko o celotni zahodni ogrski meji od Donave do Mure in Drave, kot nam jo posredujejo viri 12. in 13. stoletja. Približni mejni črti med cesarstvom in ogrsko, ki se je stabilizirala po vojnah 11. stoletja in je v primeru ugodnih naravnih razmer potekala po rekah ali semenih hribovih, je na ogrski strani sledil obsežen več 10 km globok neposeljen pas gozdov in močveri in kakšen vakuum. Z nemške strani je prodor v to neposeljeno območje nastopil precej zgodnije kot pa z ogrske strani. In to pod vodstvom ambicioznih in podjetnih velikašev, ki so postavljali gradove in kolonizirali pokrajino, kot smo videli. To je značilnost celotne meje cesarstva proti ogrski in tudi seveda proti, na drugi strani proti Slovanom na severu pri Baltiku. Tako se je pas mejne pustote ožil in dejansko postaja vse bolj prava mejna črta, v kateri lahko govorimo najzgodneje nekje od sredi 13. stoletja naprej. Tak razvoj imamo ne samo tukaj v Spodnji Krki, ampak zelo dobro dokumentiran tudi na območju Slovenskih goric, kjer je redka poselitev strani nemške države že do začetka 12. stoletja segla daleč v Pričevje, dolini je Radno na Ptuj, ob koncu 12. oziroma v začetku 13. stoletja pa je salzburški ministerial Friderik III. Ptujski osvojil pa res vojaško akcijo obsežen del obmejne pustote vzhodno od Ptuja vse do središča ob Dravi, za katero, torej za to območje je izrecno rečeno, da je bila zemlja pusta in neobljudena, vacua et inhabitata. Dobesedno vakuum, kot sem prej omenil, kakršnega so ogrski vladarji vzdrževali pod mejo. Pri središču ob Dravi se je, kot vemo, ustalila državna meja, kot jo poznamo še danes, med Hrvaško in Slovenijo. Prvo polovico 13. stoletja bi lahko imenovali zlato dobo ali pa prvi višek v razvoju ozemlja ob Spodnji Krki. Pomemben element tega dogajanja je seveda srednjeveška urbanizacija. To je bil seveda izjemen proces, ki je zajel celo Evropo v 12. 13. in delu 14. stoletja, ko je nastajalo na stotine ali pa dobesedno na tisoče novih urbanih naselij po celi Evropi in seveda ozemlje v Spodnji Krki v tem smislu ni nobena izjema. Na tej karti imamo prikazano urbana središča z prvimi omembami v veri. Prvi omembe so seveda zelo šibek argument o nastanku ali pa začetki razvoja urbane naseljine, kjer gre seveda samo za slučajno ohranjene vire z prvo omembo. Zato nas ne sme preseneti, da recimo Brežice je zelo pomembno salzburško urbano središče, se prvič kot trg, malo zatem tudi kot mesto omenja še leta 1309, ampak mi vemo, da je vse funkcije iz urbane izvajajo že sredi 13. stoletja, ko so redno salzburški nadškofi prihajali v Brežice. Seveda, če je nadškof prihajal v Brežice, verjetno ni bila samo neka vas z nekaj hišami, ampak seveda že kot sam Tloris kaže, načrtno spravljena urbana naseljina. Podobno je s Krškim, šele 1343 prva omemba trga, ostale naseljine, ki so pa, kot že omenjeno, zgodnejše in jaz domnevam, da tudi sam Gutenberg vsekakor mora, njegov začetek mora biti verjetno konec 12. stoletja. Po mojem približno sporedni za postavljanje. Tukaj pa imamo seveda še dve belokranjske naseljine, Črnomelj, prvič omenjen kot trg 1277, verjetno že bistveno starejši, in pa Hika, ki pa je bila ustanovljena v leta 1300, ko se prvič omenja kot novi trg, torej Neumarkt, novo forum, torej na novo ustanovljen, torej in dejansko sega precej dve nazaj kot leto 1300. Zdaj bi vam seveda
tako treba reči, vsaka obalna naselbina ima nekega mestnega gospoda, ki je ponavadi ustanovitelj, ki je lastnik naselbine in vodi njeno politiko, pobira dohodke in tako naprej in je naselbina njegova, kako rečemo, strateško uporišče. Urbane naselbine moramo razumeti kot res multifunkcionalne zasnove. Kot prvo seveda gre za gospodarska središča, odbrt trgovina, gre se za upravna središča, tam so središča politične moči in tako naprej. Ne nazadnje gre za vojaška središča. To včasih pozabljamo, ampak mesta srednjeveška so bistveno pomembnejše vojaške utrdbe kot katerikoli grad. Če je samo 100-200 državov ali pa da nečem par 100.000, vsi so obvezani braniti naselbino obzidje in oblegenja mesti seveda zelo trgore za kogarkoli, bistveno bolj kot kakšen grad. Seveda so tudi crkvena središča, izobraževalna, kulturna in tako naprej. Vsaka taka naselbina seveda ima celo serijo funkcij. Rad bi vam predstavil vsaj večkrat kot zanimivost, za katere pomembne rodbine so obvladovale te trge ob spodnji Krki. Seveda sem jih načelno že omenil, ampak rad bi vam prikazal malo slikovito, za koga gre. To je še krata zdaj, bi rekel, tega popolnosti izoblikovanega območja ob spodnji Krki, kakršno vidimo, recimo, tole odraža stanje v 14. 15. stoletju. Narisane so tudi najpomembnejše ceste, iz Ljubljane preko kasnejšega Novega mesta, torej Kostanje, Vice, Brežic proti Zagrebu, ali pa preko Bele krajine, torej belokranjskih mest na Hrvaško. Narisani so vsi srednjeveški gradovi območja, ki jih poznamo, vidimo, da je koncentracija zelo velika. Imamo prodove čez Krko, označenje vse gor, in pa kovnice novcev, o katerih bomo še govorili, torej veških novcev v 13. stoletju. S to sliko želim, da dobite en vtis o političnih razmerah na Kranjskem v začetku 13. stoletja, ko začnemo govoriti o tem velikem bumu ob spodnji Krki. Gre za nekaj zelo pomembnih, kot že omenjeno, rodbin Nemškega cesarstva, na prvem mestu torej Španhajmo z modro barvo, Koroški vojvod, pomembno gospodstvo Ljubljana in Sveta Kostajnica, potem imamo Višnjegorske grofe za veličastvo, potem imamo grofe Andeške oziroma vojvode Meranske, o kateri še nismo govorili, pa bomo še v kratkem, gospode Kamnika, Kranja, Slovengradca in pa primorskih dveh strateških gospodstv Vipave in Postojnika. In na drugi strani Štajerske vojvode v 13. stoletju Babenberžane, torej zelo pomembna nemška elitna rodbina. Grofi Andeški, kot sem že omenil, gospodje nekaterih pomembnih mest na Slovenskem, so bili res absolutna evropska elita začetka 13. stoletja. Tale rodovnik žal v angleščini, sem ga naredil v angleščini za eno razpravo, ne vas ne moti, prikazuje otroke Bertolda IV. Meranskega, ki je umrl leta 1204. Mislim, da je dovolj jasno napisan, kako fascinantna rodbina. Ena hčer je bila poročena s francoskim kraljem Filipom II. Torej, sin je bil poročen z nečakinjo kralja, torej nemškega kralja Filipa Švarskega. Dva pomembna crkvena dostojanstvenika Škoflandega, en največjih obletskih patriarhov srednjega veka Bertold, Gertruda, poročena z ogrskim kraljem Andrejem in pa Hedvika s šlezijskim vojvodom Henrikom. Tudi zelo pomembna Šlezija, pomembna vojvodina, ta šlezijska rodbina izjemno pomembna. Hči Gertrude Andeške in ogrskega kralja je kasneje kanonizirana Sveta Elizabeta. Ena prvih cerkva v nemškem cesarstvu je ravno cerkev Svete Elizabete v Slovengradcu, ki jo je posvetil njen stric, torej Bertold Andeški. Tole je pečat Henrika Andeškega, kot vidite napisano, v začetku 13. stoletja nedvomno najmočnejši velikaš na Kranjskem. Leta 1209 je namreč pogledoval posesti Višnjegorskih, ki smo, kot smo videli, zajemali ogromno del Dolenjske, vključno z Belo krajino, in je s tem še enkrat povečal domini svoje rodbine v tem mejnem prostoru. Tukaj vidimo to povezavo, torej andeških in višnjegorskih posesti na Kranjskem. Morda še bolj zanimiva
pa manj znana glede teh mednarodnih povezav je rodbina Španhajma. Ta rodovnik sem naredil za eno razpravo pred 15 leti, hotel pa sem poudariti res to izjemnost. Vse to seveda ni edini, v Evropi marsikatera rodbina imela podobno mreženje, bi lahko rekli, ampak je za moje pojme res impozantna. Torej, kot osrednjo figuro sem vzel zadnjega, torej vojvodov iz španhajmske rodbine, Ulrika, umrl leta 1269, kot zadnji gospod krajinske in koroške vojvode iz te rodbine. Če pogledamo, katero vse evropsko pomembne rodbine so se združile kot njegovi predniki, torej v njegovi osebi, Bizantijski dvor, dinastija Komnenov, torej sem se kar napisal, da ne bom predolgo govoril. Prababica Teodora je bila iz dinastije Komnenov, torej njegov prapravet, Andronik, je bil brat samega cesarja, znamenitega cesarja Manuela Komnena. Ulrikov ded Hermann je bil bratranec, pravi bratranec francoske kraljice Adele, torej je bil Ulrikov oče Bernard, mali bratranec francoskega kralja Filipa Augusta. Poleg povezav z srednjeevropskimi rodbinami, češkimi pšenisti in mađarskimi, torej gorskimi Karpadoviči, je zelo fascinantna, tudi povezava, nepričakovana, bi lahko rekli, z knežjo rodbino iz Antiohije, torej iz križarske države iz Antiohije. Namreč prapravet Ulrika Španhajma je bil sam v narekovaji zlobni Reinald iz de Châtillon, ki je svojimi napadi na karavane muslimanskih trgovcev sprožil ofenzivo Saladina, ki je seveda privedla do padca Jeruzalema, do poraza pri Katinu, in Saladin je Reinalda sam lastnoročno objavil. Edinega od tistih ujetnikov, plemiških ujetnikov. Torej, zelo zanimiva povezava vodi celo do Reinalda Châtillon. Ob takih konkurentih na Dolenjskem seveda frajzenški škof ni imel prave možnosti in je že, kot je izvirov razvidno, konec 12. ali začetku 13. stoletja svoje gospodstvo s središčem v Gutenbergu podelil v Feld, najprej Višnjegorskim grofom, potem njihovim dedičem Aniškim in kot tretje torej štajerskim in avstrijskim vojvodam Babenberžanom. Babenberžani so namreč v leta 1230, torej tukaj vidimo njihove posesti na Štajerskem, vključno z gospodstvom Daško, v 30 letih se razširijo še skoraj na polovico krajinskih, namreč pobedjujejo Andiško-Višnjegorski domini. Prvi korak je bil narejen že leta 1224, ko je vojvoda Leopold VI izgradil zidani most v današnjem zidanem mostu, ki se je potem nosi ime, kot edino poznano, tako lahko rečemo, impozantno gradnjo poznano na Slovenskem. Šlo je za izjemno, bi rekel, tehnični podvig, to je bil most Česaro v enem loku zgrajen, leta 1224 odprt, tako slavnostno odprt, in v tej priliki je bila izdana listina in tudi novec po Breškem kovu, na katerem je upodobljen ta most, z dvema stolpoma na vsaki strani. To je bila seveda strateška poteza, ki je omogočila njegovemu nasledniku, torej Frideriku Babenberškemu, da je dobil naravno povezavo med svojimi štajerskimi posestmi in ogromnim gospodstvom, ki ga je predbil na Krajskem, kasneje pa seveda je da tudi strateška povezava za celjske grofe. Kdaj je zidani most izginil, žal nobeden ne ve. V nobenem viru nedvomno je stal še, ni bil uničen v celjsko-habsburški fajli, kot se je dolgo pisala, ker je stal še v 16. stoletju, verjetno bo enkrat odnesla povoda. Žal. Torej, kot rečeno, Babenberška rodbina se razširi na Dolenjsko in na Krajinsko in Friderik II. Babenberški, sami vojvoda srednje dinastije, v teh letih obvladuje tudi frajzenški Gutenberg in, kar je neznano, po izumrtju grofov Boginskih, nekaj let tudi Krško.
Prej sem omenil, da bi lahko v prvi polovici 13. stoletja govorili kot o zlati dobi ozemlja ob spodnji Krki. Dajmo to skušati ponazoriti na primeru Kostanjevice. V 13. stoletju je nedvomno šlo za eno najpomembnejših mest na Kranjskem. Kostanjevica je bila tipično obmejno tržno središče in hkrati centralni kraj širšega novokoloniziranega območja. Kljub bližini nestabilne državne meje, stalno grožnje vojaških konfliktov je obmejna lega nedvomno pomenila razvojne prednosti in omogočila dinamiko, ki nam kaže Kostanjevico kot eno najzgodnejših načrtno ustanovljenih urbanih naselij današnjega slovenskega prostora. Živahni razcvet trgovine preko meje cesarstva se je začel že zgodaj, gotovo v 12. stoletju. Na to lahko sklepamo o primerjavi s ptujskim območjem, kjer so meščani Varaždina že leta po kraljevski listini, ki je ohranjena, že leta 1209 odhajali z vozovi trgovske robe in živino na Nemško in Teutonijo, čeprav je Friderik Ptujski prav v letih predtem nasilno zasedel tale delček ogrskega ozemlja. Ampak to seveda ni pomenilo, da se bodo prekinili trgovski tokovi in tako naprej. Pogosti obmejni spori in spopadi očitno niso imeli občutnejšega vpliva na trgovske tokove. Da so se že konec 12. stoletja razvili trgovski stiki tudi v smeri spodnje Krke na Hrvaško, lahko sklepamo iz zgodovine denarstva. Breški novci, ki so s Koroške prek Ptuja prihajali na Ogrsko, so v Slavonijo nedvomno potovali na enak način preko trgov in mest ob spodnji Krki, zlasti Kostanjevice in Frajzičkega Gutenberga. Že leta 1211 oziroma 1213 je ta valuta v Slavoniji imela tako veljavo, da jo zasledimo kot plačilno enoto v ogrskih kraljevskih diplomah. Domnevamo lahko, da je ta denar prihajal preko že ustaljenih obmejnih tržišč. Na ogrski strani je šlo za Samobor, tega tudi na tega ni, tukaj. Na strani Nemškega cesarstva pa seveda za Kostanjevico in Gutenberg, kjer so že zgodaj v začetku 13. stoletja tudi sami začeli s kovanjem novcev po Breškem kovu. Na tej karti so prikazane kovnice breških denaričev v prvi polovici 13. stoletja. Vidimo, da je bila velika koncentracija od Breška Koroške preko koroških mest in obmejnih točk od Ptuja, še zlasti pa je bila velika koncentracija ob spodnji Krki. Ko smo že omenili, se na novcih kovanih v Kostanjevici okrog leta 1210 že pojavlja naziv mesto Civitas, kar je zgodneje kot na novcih ljubljanske kovnice. Nočna najdba iz predmesta Zagreba, zakopana okrog leta 1225, je vsebovala na primer v celoti kostanjeviške novce. Ti so se s trgovino širili na Ogrsko in so bili najdeni celo v najdbah vzhodno od Tise v Transilvaniji. Vidimo, da je najd breških novcev ogromno. Ogromno, to je ena značilnost, druga značilnost, da so tudi posamezne najdbe enormne. V nekaterih primerih, ko so tole Alo Fusta, pa ali pa Šigi Svara, gre tudi pod za 10.000 in več novcev. V eni najdbi. Višek v zgodnem razvoju urbanih naselij v spodnji Krki so bila prva desetletja 13. stoletja do mongolskega vdora na Ogrsko 1241, ki je začasno prekinil ustavljene tokove. V tem času je bil v Kostanjevici zelo velik konkurent Gutenberg, ki je pod gospodstvom menjega grofa Henrika Andeškega in za njim avstrijskih vojvod Babenberžanov doživlja svojo zlato dobo. Številni novci iz Gutenberga so na Ogrskem konkurirali Kostanjeviškim. Potem, ko je Gutenberg po izumrtju teh vele dinastij, bi jih lahko imenovali, prišel nazaj v roke Frajznika in v nadaljnjem razvoju bolj ali manj stagniral, pa je Kostanjevica imela trdno oporo v svojih gospodih koroških Španhajnih. Tako se v papeški bulji iz leta 1252, ki je s cerkvenimi kaznimi zadela posesti vojvode Bernarda, Kostanjevica imenuje kot eno 4 vojvodskih mest, poleg koroških Šentvida, Celovca in Velikovca. Tudi po izumrtju Španhajmov je njen gospodarski pomen in ugled nista upadla. Začela se je namreč burna 6-letna vladavina češkega kralja Otokarja, ki je kot bratranec avstrijskega, torej bratranec Ulrika, koroškega vojvode Ulrika Španhajma,
terjal in tudi vojaško zasedel dediščino in torej leta 1370 zasedel Koroško in Kranjsko in tudi leta 1270 osebno obiskal novo osvojene, pridobljene pokrajine. Obiskal je Kostanjevico, kjer je potrdil ustanovno listino za kostanjeviški samostan. Dva dni kasneje pa je v listini izstavljeni samostalno Stična, kostanjeviški cisterci daroval dohodke v mestu Kostanjevica, med drugim odkovanja denarja. Torej, tudi češki kralj Ottokar je v Kostanjevici dokoval svoje novce. In če se sprav spomnim, je iz starega gradu, torej iz gradu Kostanjevica, iz Trnjave Kostanjevica, današnji stari grad, ko se izkopavajo pred 20 leti, ko so bila intenzivna arheološke izkopavanje, se najde del konjeniške opreme kralja Ottokarja z njegovim grbom. Kar zelo verjetno nedvomno izhaja iz teh 6 let njegove vladavine, morda pa tudi iz časa obiska torej samega kralja leta 1280. Po pasu Ottokarja, ki je bil leta 1278 ubit, torej na tej karti, ko sem pozabil omeniti, da vidimo, kako se je njegov domin razširil od Češke in Moravske preko Avstrije 1251, Štajerske 1260, vse skoraj do Jadrana, zakaj je neka mega država znotraj Nemškega cesarstva. Zatem seveda sledi, ne bom natančno komentiral, prodor v Habsburžane v vzhodne Alpe, ki pa je za več kot pol stoletja doživel intermezzo, namreč Koroško in Kranjsko so Habsburžani prepustili v zastavo, Koroško podelili v Field, Kranjsko pa prepustili v zastavo svojim zaveznikom iz dinastije Goriško-Tirolskih. Koroški vojvoda Henrik Goriško-Tirolski je z obsežnim privilegijem o mestnih pravicah najstarejšim ohranjenim na Kranjskem, ki ga je v začetku 14. stoletja podelil Kostanjevici, postavil trajni spomenik nekdanji slavi mesta, ki je danes lahko seveda le slutimo. Mestno pravo Kostanjevice je postalo vzor vsem ostalim na Dolenjskem in Notranjskem, Metliki, Črnomlju, Novemu mestu, Kočevju in Ložu. Gre torej za tako imenovano družino mestnega prava Kostanjevice. Leta 1353 Habsburžani pridobijo neposredno oblast tudi na Koroškem in na Kranjskem, malo prej že v Veselnici, torej v Posavnju, v Posavnju. Začne se torej doba prevlade Habsburžanov v vzhodnih Alpah in ob tem je pozoril na prometno-strateški moment, namreč Habsburžani so z pridobitvijo Koroške in Kranjske pridobili v celoti tranzitno pot iz Dunaja proti Benetkam, tako imenovani prečni prehod skozi vzhodne Alpe, zraven pa še alternativno pot, ki je vodila preko slovenskega ozemlja, ki je obenem pomenila seveda tudi pokrivanje glavne prometne smeri iz Ogrske in pa iz Hrvaške proti Benetkam oziroma proti Italiji. Vojvoda Rudolf IV. Habsburški, morda najbolj ekstravaganten in sposoben, lahko bi rekli tudi najaktivnejši Habsburžan 14. in 15. stoletja, vladal le zgolj 7 let, dosegel je enormne uspehe, vemo, zasnoval je Dunajsko univerzo, zasnoval je gradnjo današnje ljubotske umetnine Štefansdoma in na Slovenskem zapustil seveda edinstven, lahko rečemo, spomenik svojega časa, ustanovil je Novo mesto. Lani na simpoziju sem vedel, da je to edina habsburška ustanovitev popolnoma nove urbane naselbine v 14-15. stoletju, kjerkoli. Oni so glavne podedovali že starejše urbane naselbine, Novo mesto je edina nova habsburška urbana naselbina, ki jo je vojvoda seveda podmenoval posebej Rudolf Zver. To je bil genialen ukrep, namreč z lokacijo je pokrival tako glavno tranzitno pot iz Hrvaške v Primorje, oziroma proti Ljubljani na Koroško, kot tudi glavni prometnico preko Hrvaške, preko Bele krajine in preko Krke na sever. Če rečemo, da je to genialno ukrep,
pa je bila to smrtna obsodba za Kostanjevico. Namreč, Novo mesto je v kratkem prevzelo nekdanjo slavo in večino gospodarske moči Kostanjevici. Že po ustanovitvi je bilo Novo mesto obdarjeno za gospodarskimi privilegiji, kar pomeni torej slaviščno pravo, prisilnost ceste, torej vsa trgovina je morala nujno skozi mesto, kjer ga je bilo treba v skladiščih, plačevati mehino in skladiščnino in ga dati na prodaj domačim trgovcem. Obenem so novomeški meščani dobili tudi oprostitev mítnine na 3 pomembnih mítninskih točkah, v Kostanjevici, Višnji Gori in Barašici na poti v Primorju. Torej, te gospodarski privilegiji so seveda omogočili v kratki izjemen razvoj novega mesta. Kostanjevica pa je že do srede 15. stoletja padla na nivo lokalnega tržišča in gospodskega središča. Med kranjskimi mesti je bila po gospodarski moči, ki jo odraža davek deželnemu knezu, leta 1446 že daleč za novim mestom in Kranjem, slabih 100 let kasneje pa skupaj zložen na repu kranjskih mest. Seveda tudi današnje stanje Kostanjevice ne kaže na neko bivšo slavo, kakršno je dosegla v 13. stoletju. Ko je Tomaž prej že omenil, sem seveda velik pristaš cerskih grofov, zato tudi danes seveda ne moramo mimo. Treba pa je seveda opozoriti, da cerski grofi so dali kot celotnemu slovenskemu ozemlju tudi velik pečat ozemlju na Dolenjskem, ob spodnji Krki. Više kot vemo, rodbina dosegla od srede 14. do srede 15. stoletja. Jaz sem se ukvarjal tudi z grajsko politiko cerskih grofov in samo na par zemljevih vam bi predočil ta res enormen uspeh, ki so ga cerski dosegali v drugi polovici, oziroma v srednji v drugi polovici 14. stoletja. Za Dolenjsko, torej tukaj so gradovi, ki so jih nekje pridobili do srede 14. stoletja, vidimo po Savinji je že močno in posotili, močno pokrito z njihovimi gradovi. Seveda za Dolenjsko pa je seveda zelo pomembna pridobitev Laškega gospodstva za 4 gradovi in, kot se prej omenjeno, strateškim mostom v Zidanem mostu, ki je omogočil, kot je prej Barndržan, tudi cerski povezavo na Dolenjsko, ki so začeli v srednji in v drugi polovici 14. stoletja izjemno ekspanzijo. V letih med 37 in 74 so pridobili kar 8 gradov na Dolenjskem. Če pogledam pa generalno njihovo uspešno grajsko politiko, pa je seveda lahko bi rekli, zaprepaščujoči, kako kratkim času so pridobili recimo 40 gradov. V 33 letih 40 gradov, v 1983 so jih res skupaj že 66. Treba je poudariti, da so cerski bili izjemno spretni pri tej grajski politiki, v finančnem gospodarjenju nasploh, držali so skupaj kot rodbina, nikoli se posest ni razbijala na posamezne družinske člane, tudi ni bilo konfliktov znotraj družine, vsaj v 14. stoletju. In seveda to je omogočalo izjemne možnosti za kopičenje in kapitala in za ta fascinantni razvoj, kar se tiče gradov. Gradovi so pridobivali v veliki meri s tem, da so odplačevali dolgove propadajočih rodbin, ki jih je bilo v 40. stoletju na Slovenskem precej. Na Dolenjskem bi omenil recimo gospodi Slibenske, pa Čreteške in recimo Zihrštajne, od katerih je izvirala večina teh gradov na Dolenjskem. Treba je poudariti, da cerski so imeli močno zaslombo v Habsburžanih, ki 14. stoletji pomeni najtesnejše sodelovanje med Habsburžani in cerskimi. Cerski so posojili Habsburžanov velike finančne vsote, se za njih borili na bojnem polju kot najemniški vojaki in Habsburžani so zato zastavljali deželno-knjižja gospodstva z urbanimi naselbinami, litninami, vsemi dohodki, tako da so dobili tudi zelo pomembna mesta, kot so Kamnik, Kranj, strateške postojanke na Primorskem, kot so Pipava, recimo in Postojna, in seveda še številne druge, Radgona, Slovenska Bistrica na Štajerskem.
V letih, torej konec 14. stoletja, seveda, tole treba omeniti, presek skozi grajsko politiko cerskih grofov lepo kaže testament grofa Hermana I. iz leta 1377, ko je šel na križarsko vojno v Prusijo. V dokumentu je naštetih 43 gradov. To sicer niso vsi, nekateri manj pomembni niso našteti. Vmes, kar je seveda za našo tematiko zelo pomembno, je tudi unser Herrschaft Klingenfels, unser Satz, torej zastava Klingenfels, Preisek und Gutenberg. To je dokaz, da so cerski pred letom 1377 od frajziškega škofa dobili v zastavo tudi njihovo središče, gospodsko središče v gradu Klevevš, torej trg Gutenberg in pa Prežek, grad globoko pod Gorjanci, južno pa Pišentjernej. Koliko časa so ohranili to v svoji posesti, se ne da natačno ugotoviti, ampak pred koncem 14. stoletja je bilo to potem nazaj vrnjeno s frajziškemu škofu. V letih malo pred 1383 so pridobili Habsburžanov tudi Mehovo z gradovi oziroma gospodstvi v Beli krajini za Metliko in Črnomlje. Predomnico v njihovem razvoju pa je seveda pomenila leta 1396 bitka pri Nikopolju proti Turkom, v kateri je Hermann Cerski skupaj z, vidimo ga tukaj, to je sicer romantična slika z konca 19. stoletja, ki pa za moj pomen precej realistično prikazuje bojni metež, bojno opremo in tako dalje. Vidimo Hermanna Cerskega z svojim cerskim grbom, tukaj vidimo zvezde in žovniški grb, kako se meni z Ivanovci, to je namreč admiralska ladja Metriškega reda Ivanovcev, da bodo sprejeli kralja Sigismunda, to je vam posebno. V tej skupini, ki je pomagala rešiti kralje, je bil tudi Friedrich Hohenzollern, znamenite kasnejši cesarske rodine, in pa Nikolaj Kralj, kasnejši zet Hermanna Cerskega. Ta dogodek, ta bitka in to reševanje kralja je seveda rezultiralo v najkasnejši osebni povezavi med Cerskimi in kraljem Sigismundom. Kot vemo, 6 let kasneje je Hermann dal svojo mladoletno, mislim, da še ni 12 let stara, hčer, skoraj 30 let starejšemu Sigismundu za ženo in s tem se je izpletla, tako rečemo, najtesnejša vez, ki je dvignila Cerske v evropsko elito. Za reševanje pri Nikopolju je kralj Sigismund bogato obdaril cerske grofe. Zdaj tukaj je boletnice, torej celotna grofija Zagorje z več kot 10 gradovi, z mestno Varaždin, malo kasneje Medžimurje s Čakovcem, Samobor dobil že prej, torej obmejno Metliko, to so dobili od Habsburžanov. Poročna pogodba z krškimi grofi, krško-modruškimi, kasnejšimi Frankopani, pa je prenesla celo serijo gradov, vključno s pristaniščem Bakar, ki je bilo edino cersko pristanišče na Jadranu. S tem so dejansko obvladovali, kot vidimo, vse mejne prehode, lahko bi rekel, v današnjih slovensko-hrvaških meji in seveda enormne odhodke od mejnih prehodov in trgovine. Zdaj, vem, da sem že zelo dolgo, tako da počasi zaključujem. Samo da najdemo rečenik. Največji poraz gospodstv cerskih je seveda pomenila Ortenburška dediščina, zdaj ne bom pretilo pridobijo leta 1418 po izumrtju grofov Ortenburških približno 30 gradov, na Koroškem, Gorenskem in Dolenskem z Ribnico, Kočevjem in tako dalje, kar je pa malo znano za našo tematiko seveda zelo pomembno, pridobijo tudi 4 gospodstva, ki so jih imeli Ortenburžani v zastavi od Habsburžana. In to so Višnja Gora s trgom, grad Štatenberg z gospodstvom, Novo mesto in Kostajniško gospodstvo z mestom Kostajnica. Torej, Hermann Cerski je bil približno desetletje in pol gospodar tako Kostajnice kot Novega mesta in seveda tudi Črnomlje in Metlike in se tudi v virih imenuje kot mestni gospod. Mesta, ki imenujejo naš gospod. To obdobje se je torej, više, če lahko rekli, grajske politiki cerskih grofov je približno leto 1425 kot nek presek, ko so obvladovali približno 125 gradov.
To obdobje se je kmalu nehalo, kajti do leta 1431 so morali Habsburžani oziroma so jim po dogovoru vrnili 15 zelo pomembnih gospostev za pomembnimi mesti, kot so Kamnik, Hrana, Radona, Kostanjevica, Novo mesto in tako dalje. Domnevno zato, da so Habsburžani pristali na povzdigu celjskih v državni knezi. To zgodbo seveda poznamo, ki je kasneje rezultirala v vojni s Habsburžani in v celjskem porazu, ki jim je seveda prinesel osebno naziv knezov, nekaj tudi kneževine, torej samostojne dežele. Zdaj, celjska zgodba, kot vemo, se tragično zaključi leta 1456 in Habsburžani seveda v celotnem vzhodnoevropskem območju nimajo več pravih konkurentov in obvladujejo tako urbane naselbine kot trgovino in ceste. Ko pa že govorimo toliko o trgovini, moramo seveda vsaj na kratko dodati, to je še rekel, to so celjski teritoriji ob izumrtju leta 1456, da dobite vtis, kaj vse je bilo pod oblastjo celjskih grofov. Torej, pred leti, ko sem delal knjigo Potujoči srednji vek, sem skušal kategorizirati ceste po pomenu in sem izoblikoval torej več kategorij. Z rdečo so seveda primarne, najpomembnejše tranzitne trgovske ceste, transnacionalne, transkontinentalne in pa regionalne z modro. Večino teh cest in dohodkov od trgovine so na višku svoje moči obvladovali celjske grofje, kar nam lepo kaže tale karta mitnic. Vse, kar so rdeče, so celjske, kar so oranžne, so bile pa ortenburške in se jih seveda leta 1418 tudi pridobili grofje celjske. Kot vidimo, gre za več kot 40 medinskih postaj, vse so prinašali seveda precejšnje dohodke pred celjsko blagajno. Slovensko območje je bilo, na slovenskem območju sta se sekali in prekrivali območji trgovine z morsko in pa z kameno alpsko soljo. To je seveda zelo pomembno poudariti. Solna trgovina je temelj srednjeveške trgovine nasploh, kjerkoli je. To je strateška surovina, nujno potrebna za življenje in kdo je obvladoval, je seveda obvladoval tudi velike dohodke od tega. Habsburžani so se trudili, da pridobijo čim večje območje za svoje solne rudnike na severu, Halaj in Avzej, in so administrativno določili solno mejo v drugi polovici oziroma proti koncu 14. stoletja, ki se je približno država, vidno, prvotno je nekje na Karvankah, ampak morska sol iz beneških solin na obali se je transportirala in prodajala še nekje do Drave in tukaj nekje do Slovenske Bistrice, Slovenjgradca in pa Ptuja. Severno pa je bilo seveda območje alpske soline. S tem sem že nakazal seveda na kratko, treba je omeniti, kaj so bili glavni trgovski proizvodi, s katerimi so trgovali preko slovenskega ozemlja in v konkretnem primeru tudi preko trgovskih središč ob spodnji Krki. Najboljše na to dokumentirajo zagrebške medinske tarife. Že zagrebški dokumenti iz leta 1343, ki govorijo o ogrski carini, torej tako imenovani 30-nini, omenjajo vosek, kože, svinje, govedo, ki so iz Zagreba in Slavonije potovali na Beneško in na Nemško, de Zagrabija, et Slavonija in Venecija, Vel in Teutonija. Od tam pa so v deželo, torej na Hrvaško prihajali tkanine, špecerija, s tem so mišljeni začimbe, dišave in drugo. Listina iz leta 1333 govori o tujcih, ki v Zagrebu prodajajo sol, vino in žito, pri čemer je zelo verjetno že tedaj šlo za kranjske govornike, ki so iz Primorja preko Notranjske in Dolenjske na Hrvaško tovorili sol in vino, kot nam je znano iz kasnejših virov. Posebej zanimive pa so zagrebške medinske tarife, ohranjene imamo z 1343 in 1481, torej približno stoletje in pol kasneje, ki kažejo ogromno paleto zanimivih trgovskih artiklov. V prvem dokumentu iz 14. stoletja so omenjene škrlatne in druge tkanine, oblačila, slaniki, šlo je za suhe polenovke,
ki so jih iz Baltika, iz Severnega morja, posušene in soljene, v sodih transportirali vse čez Alpe do naših dežel, celo očitno do Hrvaške. Potem imamo kovano železo, morsko sol, vino, deske in letve, vse to je seveda prihajalo preko slovenskih dežel, zlasti po Dolenjski cesti. Iz Hrvaške na Kranjsko pa so bili namenjeni vosek, med, kože, krzno, živina in žito. V tarifi stoletja in pol kasneje, z konca 15. stoletja, pa je omenjeno še bolj fino blago. Svila in druge italijanske tkanine, začimbe in dišave, olje, oljčno olje, fige, pomaranče, vino, zlasti Malvazija, kovinski izdelki, izrecno lemeži, sekire, motike, lopate, svedri, kose, orožje, loki, meči, puščice, ščiti. V obeh tarifah se omenjajo vozovi, v drugi celo izrecno 2, 4 in 6 vprege, to je leta 1481 6 vprege, ki so pripotovali v Zagreb ali bili v tranzitu skozi mesto, otovorjeni s tkaninami, železom, soljo, vinom, lesom in tako dalje. Ker je šel v presečni meri za trgovino med Kranjsko in Hrvaško, je tu očitno potekal tudi vozni promet, kar je za to srednjeveško obdobje kar precej, bi rekel, specifično, ker večina transporta, vsaj v alpskih deželah, je seveda šla na konjskih hrbtih, ker ceste niso bile prevozne. Izrecno treba poudariti trgovino z živino. Tega sicer nisem res odkrival, ampak zlasti avstrijski zgodovinarji že pred pol stoletja. Iz Ogrske in celo iz Poljske, torej iz dežel Zakarpati, je cel srednji vek in še stoletja kasneje potekala trgovina z živinskimi čredami, ki so jih transportirali preko Madžarske in konkretno preko današnje Slovenije za oskrbo na prvem mestu Benetk, tudi Milana in drugih italijanskih mest. To so bile ogromne metropole z ogromno potrebo po mesu, kožah in tako dalje. In to živino so živo gnali v čredah, ki so štele po več 100 glav naenkrat. To je malo znano, ampak šlo je dejansko za pogone kot na Divjem zahodu, ki jih poznamo iz 19. stoletja. Potisnili dve, ena preko Ptuja, Celja, Kamnika in tako naprej, druga pa preko Zagreba, Novega mesta, preko Blok na Postojno, Gorico in Italije. V Navišku v 15. začetku 16. stoletja je šlo približno za 15.000 glav na eni in na drugi popis, če se prav spomnim, skupaj torej 30.000 glav. Kar ni malo. Višja Italija trgovina doživela v 15. in začetku 16. stoletja, ko se je Novo mesto povzpelo po gospodarski moči na 3. mestu v deželi za Ljubljano in Kamnikom. Sredi 16. stoletja pa celo na drugo mesto. Prosperiteto je doživljala tudi Višna Gora, ki je bila na 5. mestu v deželi, prej se pa Žumenju Kostanjevica pa skorajda na skrajnem redu. V začetku 16. stoletja je na Zagrebškem odseku potekalo čez mejne prehode približno 9% celotne ogrske zunanje trgovine. Jugozahodne trgovine, torej na meji s cesarstvom. In večina te trgovine se je seveda kanalizirala čez Novo mesto. Zdaj se je samo na kratko, kot rečeno, nekje do druge polovice 15. stoletja je višek te trgovine, potem se začnejo pa krize, ki so seveda nepovratno uničile tudi Gutenberg, kateremu je namenjena torej trenutna razstava. Na tej karti imamo turške upade, torej smeri turških upadov, višek so ta poslošenja doživela med letoma 1969 in 1983 in kot vidimo, veliko teh smeri poteka ravno v območju ob vzhodni Krki, mimo Brežic, od Krki ali pa preko Bele krajine in Novega mesta, potem naprej na Kranjsko, Koroško in na Kras in v Primorje. To so bila uničujoča poslošenja in kot že omenjeno, leta 1473 je usoda doletela tudi Gutenberg, kot je znano iz pisma frajziškega škofa tirolskemu grofu Sigismundu Habsburštemu je mesto bilo zavzeto s naskokom. Turki v mesto ne bi se zateklo, če se ne motim, 3000 ljudi, prav, glede na to pismo, ki je ohranjeno v originalu. In Turki ne bi trg zavzeli in večino prebivalstva ali dobili ali nekli v služnost. Trg je bil bolj ali manj zabrisan z obličja zemlje in seveda je časovna kapsula, ki jo odkrivamo zdaj v zadnjih desetletjih.
Turška pustošenja seveda so ena stvar. Druga stvar, kar je pa manj znano, pa ne dosti manj, lahko rečemo, katastrofalno v tem času, pa je velika vojna Habsburžana Friderika z Matijo Korvinom. Matija Korvin, ogrski kralj, super evropska velesila druge polovice 15. stoletja, tukaj vidimo državo Ogrsko, obvladoval je tudi velik češkega kraljestva Moravsko v Šlezijo. Cesarju Frideriku pa je zavzel velik del vzhodnoalpskih dežel, vključno za celotno vzhodno Avstrijo in skoraj celotno Koroško. Tukaj vidimo vsa mesta oziroma kraje na spodnjem Štajerskem in Koroškem, ki jih je zasedla ogrska vojska in jih obvladovala 6 do 7 let. Kar je pa manj znano, meni dolgo tudi ne znano, zasedli so tudi središča po vzhodni Krki in Sali, namreč Brežice, Reichenburg, Sevnica, Kleveuš. Zatem, ko sem to karto bilo za zgodovinske avtor Slovenije, sem ugotovil, da so obli zasedli tudi Kostanjevico. Staja vir, ki priča, da je ogrska vojska imela zasedla tudi Kostanjevico, seveda pa Gutenberg takrat ni več Kostanjevica, so ga Turki že pa prej zadirali. To je seveda bilo burno obdobje, ogrska vojska je celo leta 1485 izvedla pohod preko Bele krajine, preko Čevja Ribnice Postojne proti Trstu Delinu, ki pa se je bolj ali manj izjalovil in ni prinesel kakšnih večjih uničenj ali uspehov. S tem bom jaz počasi zaključil moje predavanje. Zelo ste bili potrpežljivi, vem, da sem bil zelo dolg, upam pa zanimiv. S tem se je stekel srednji vek, te vojne, torej turška pustošenja, vojne z ogreskim kraljem, so seveda napovedovali le še hujše stvari, ki so se dogajale v 16. stoletju. Omenili bi seveda veliko vojno med letoma 1508 in 16, ki je bila največja evropska vojna pred 30-letno vojno 17. stoletja, šlo je pa za prevlado v severni Italiji. Mi jo to običajno imenujemo Beneška vojna, ampak to ni bila vojna samo med Friderikom in pa Benetkami. To je bila super vojna, v katero so pripleteni od Španije, Francije, papeške države, Neapeljskega kraljestva, Švicarjev, Angleški je nekosne imel svoje ambasadorje, ki so mu stalno poročali, ker je financiral to vojno in tako dalje. To omenja samo zato, ker je celotno slovensko ozemlje, še zlasti pa Primorska, seveda 8 let trpela huda pustošenja v tej vojni, o čemer slovenski zgodovinopisci dolgo časa se praktično ni dosti pisalo, ali že razgovarjalo. S tem se je iztekel srednji vek, upam, da sem ga uspel predstaviti, kočke zanimiv. Hvala za pozornost. Hvala, Miha, za odlični pogled v eno ozemlje, ki se zdi z vidika srednjeveške zgodovine vedno premalo raziskano. Pravi, če gremo od velikih držav, enot, pet pokrajin do enega območja v reki, potem pridemo do enega Gutenberga, razumemo majhnega naselja, ki je pa bil vedno znova kot trg povezan z velikimi dogajanji. Sicer lahko samo posredno, ampak vendarle se je dotikal vsega pomenilo, kar se je takole recimo v 400 letih ali pa 400 letih dogajalo.